Na eni strani v reliju lahko vidimo vrhunsko avtomobilsko tehniko in pregrešno drage dirkalnike in dirkače, ki se obkroženi z lepoticami borijo za zmage. Toda profesionalne ekipe so le en del relija. Dirk ne bi bilo brez zanesenjakov, nesebičnih prijateljev, staršev in drugih sorodnikov, ki navdušence nad bencinskim športom brezpogojno podpirajo. Odreči se morajo vikendom, največkrat tudi svojemu dopustu in tudi ogledu relija, da so svojemu dirkaču ves čas na voljo. Za sendvič, pošten stisk roke ali požirek šampanjca po koncu relija so pripravljeni ves dan čepeti pod žgočim soncem, si s čela brisati pot ali si s hlač obtresati blato, po katerem se morajo valjati v deževnem vremenu. Relij spremljam že od samega začetka, kaj sem oče začel dirkati. V servisu sem pa leta 2010 v ekip, kjer skrbim za avto očiščen pa za pripravo hum. V bistvu v ekipi se je od voznika brat, pa dva sva, ki smo pač samo kolegi. In potem pač stojimo za njim, on nas nahrani, da zapit, ko nismo lačni in žejni. Skratka, je svoje vrste žur tudi v boksih. Denarja tukaj ni. Denarja itak v slovenskem reliju ne verjamem sploh, da kje je, oziroma med dirkači ga je zelo malo. Tukaj gre za en veselje do tega športa, za hobi, za pomoč, se pravi v mojem primeru bratov, v primeru njih pa pomagajo svojemu prijatelju. Je pa to tako, da lahko dirkaš, vse skupaj se morajo v bistvu cela družina odreči za to, če nimaš neke tuje finančne pomoči, s tem, da in imamo, pa to se pravi pomaga moj sin in brat, mama, mislim, moja žena, vsi nekako delamo praktično samo za to. V bistvu tu je naše preživljanje prostega časa, zapravljanje denarja in pač uživamo. Je nekaj se dogaja, delamo neumnosti, to je to. Svoj užitek, zadovoljstvo, čim grem na reli, tisti res zadovoljstvo, užitek, ne vem, a grem na reli kot član ekipe ali kot sovoznik ali kot voznik, fenomenalno. Tisti dogodki, letni, kot so, rečem, to mi je največ pomembno. Časa vzame ogromno, veliko zelo. Večinoma itak nismo profesionalci, to se dela popoldne, po noči, dnevi pred dirko se noči sploh ni. Jaz enostavno včasih delam dve službi, poleg mojega rednega dela, s čimer se preživljam, je to moje drugo delo, zato hvala družini, da sploh to še podpira, pa potem verjetno tudi pri ostalih fantih. Ni nekih hudih izdatkov, za nas, kar je pač, kar so potni stroški, pa pač čas. Pa se pa tako organiziramo, ne vem, spiš v avtu ali pa v študentskih domovih si kje šverceš. Treba se znediti, če ni denarja, se treba znediti. Servisna cona je danes srce relija, kamor dirkalniki zapeljejo le vsakih nekaj ur. In medtem, ko dirkači vozijo na hitrostnih preizkušnjah, servis živi v povsem svojem utripu. Fant voz in ne vem, klapa je ta prava in fajn se imam, uživam med tem, ko sem z njimi. Pa da jim malo pomagam, neka moški tek brez ženske ne more neč. Ja, je kar stresno, Če gre vse v redu, je takole. Vidite, če gre pa narobe, je pa kar stresno. Si omejen s časom in imaš zelo malo časa, da zadevo popraviš, če ni prehuda poškodba ali pa okvara. Ne vem, zadovoljstvo. Za svoje srce pa duša. Pa uživam v avtomobilizmu, čeprav sem večkrat sam za šprehertom. V reliju je pomoč prijateljev in družine neprecenljiva. Brez nje v dirkaški šport nikoli ne bi stopili talenti, kakršen je bil nekoč 8-kratni svetovni prvak Sebastian Loeb, niti Pavel Valušek ali Alex Humar, najhitrejša dirkača letošnjega Saturnusa. Začetki so prav vseh enaki in brez podpore ne bi šlo. Of course, without this you can't join this sport because it's very expensive and you need or some support from family, from friends. My father was also rally driver, and it means that he knows what it's necessary to have for everything. Yes, of course, they help me. Tako, po servisu smo se sprehodili, zdaj pa, dragi moji, samo še mame, ate, vse brate in sestre, vse kolege in gremo dirkat.